spoštovani stavljenec Janez Mejač, spoštovani župan občine Mokrono-Trebelno, magister Franc Glušič, spoštovana podžupanja Snežka Vizjak, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Nocoj je velik praznik Mokronoga. Baletni plesalci so se poklonili častitljivim 90. letom častnega občana občine Mokrono-Trebelno Janeza Mejača, enega največjih slovenskih baletnih plesalcev vseh časov, pedagoga, koreografa. In zdaj, gospe in gospodje, vabim na oder princa Zigfrida, Albrehta, Razuzdanca, Notredanskega zvonarja in še bi lahko našteval Janez Mejač. To so bili plesalci baleta SNG Opera in Balet Ljubljana. Zdaj pa dovolite, da najprej na oder povabim, da zaključimo ta baletni del, umetniškega direktorja baleta SNG Opera in Balet Ljubljana, Lukasa Cušlaga, ki se mu moram iskreno zahvaliti za velik angažma pri organizaciji tega večera. Spoštovani gospod Janez Mejač, spoštovani Tomaž Rode, spoštovani župan, spoštovana podžupana in draga publika. Za nas kot plesalci Slovenskega narodnega gledališča iz Ljubljane je veliko veselje, da smo lahko danes tu in da smo del tega baletnega gala večera. Gospod Mejač je s svojim predanim in vrhunskim delom pomembno prispeval k razvoju ter prepoznavnosti slovenske baletne in gledališke umetnosti. Kot dolgoletni član SNG Opera in Balet Ljubljana je ustvaril številne odmevne solistične vloge, ki so bile prepoznane tako v slovenskem kot tudi v mednarodnem prostoru. Pri svojem delu je sodeloval z mnogimi priznanimi domačimi in tujimi koreografi ter plesnimi strokovnjaki. Več sezon je uspešno vodil ljubljanski baletni ansambel in s tem pomembno vpliva na njegov umetniški razvoj ter širši razvoj baletne umetnosti v Sloveniji. Njegovo delo oblikujejo izjemna predanost, strokovnost in globoka ljubezen do plesne ter gledališke umetnosti, s katero je trajno zasnoval slovenski kulturni prostor. Poleg tega pa iz lastnih izkušenj lahko povem, da je vsako srečanje s gospodom Mejačem zelo prijetno, vedno je prijazen, podpirajoč in vedno najde konstruktivno besedo. Zato mi ni težko reči, da gospod Mejač ni le velik umetnik, temveč tudi velik človek. Iskreno hvala lepa in iskreno čestitke, gospod Mejač. Dragi, če dovolite, Janez, zahvaljujem se vam za vse, za čisto vse, kar ste naredili za slovenski balet. Ne, da ste le Prešernov nagrajenec, zavedno ste z velikimi črkami zapisani v dosje slovenske baletne umetnosti. Hvala vam.
In še nekaj, svetovljan, Janez Majač, ni nikoli pozabil na Mokronog. Spomnim se še, ko sem bil začetnik v baletu, je govoril o Mokronogu in v ta Mokronog se vrača in se vračamo z njim tako rekoč redno vsi. Zdaj pa k besedi vabim spoštovanega župana občine Mokronog-Trebelno, magistra Franca Glušiča in podžupanjo gospod Snežko Vizjak. Dober večer vsem skupaj. Dober večer, gospod Janez Majač, naš častni občan. Predvsem Mokronajzer. Dve besede so imela iste danes pred kamero, Mokronajzer. In jaz sem vas to pred leti slišal, ker ste to omenili. Meni se to izredno dopade. Zame je to tisto, kar pomeni patriotizem, pripadnost v nek kraj in seveda tisto, kar ste vi rekel, da se naš Janez Majač rad vrača v Mokronog in da je temu Mokronogu dal ogromno stvari. Balet ni samo umetnost, balet je tudi izraznost na nek način in seveda kultura. Kultura, umetnost, vse to pa so korenine naroda, slovenskega naroda. Zato ste ogromno prispeval naši tukaj, sredini v Mokronogu in pa seveda tudi v slovenskem merilu. Če ste gledali, opazovali, ne samo gibe, samo tudi pripravljenost plesalcev, mehkobo, na nek način, kar letijo po zraku. Pa ne samo to, če ste opazovali oči, izraznost, kako v vsakem trenutku, v vsakem gibu izražajo svoje svoj namen, kaj želijo povedati. Tako kot je rekel in pa zapisal, mislim, da so to vaše besede, ki so tekle na platnu, da je balet teater in da je celo življenje vaše bilo teater. To je res, človek se mora v to vlagati. Nenazadnje, koliko napora je za to potrebno, da se nekdo na tak način pripravi za balet, verjetno ne ve nihče. Pa če jaz se majčkeno pošalim, pred leti sem treniral, pa sem v uniformi malo drugače izgledal, sem spodaj favt lahko naredil in zapel. Če danes to pogledam in razmišljam, pa sem takrat poskušal, ko sem včasih balet kaj pogledal, sem poskušal na prste stopiti. Nemogoče, ne. Tako da nemogoče ti baletniki delajo za nas, za Mokronog in za vse nas. En aplavz vsem današnjim nastavujočim in pa seveda gospodu Majaču. Ja, upam, da bo. Gospod Janez, da ne bom predolg, verjetno bi moral biti še daljši dvojni Abraham in skoraj tukaj. Verjamem, da je ogromno stvari in če bi jih hotel vseh povedati, pa našteti bi bilo res dolg ta govor, pa spodobilo bi se. Ampak tisti, ki posluša, ne ocenjuje govor kot kratek, kot dober. Iskrene čestitke že vam želim ob prazniku, ponosen sem na to, da ste med nami, da ste Mokronajzer in da vas srce še vedno žene k nam. Hvala lepa. Zdaj sem pa jaz na vrsti. Spoštovani gospod župan, gospa podžupanja,
Tanja, gospod direktor Ljubljanskega baleta, predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije, spoštovani gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji. Res je danes teden, točno na moj rojstni dan, 30. maja, bo velik praznik. Sposodil si bom besedo mojega dobrega znanca, gospoda Jožeta Zupana. Danes sem v objemu spominov, v objemu prijateljev. In tistih prijateljev, ki jih pa danes ni več med nami, se jih pa spominjam in jih nosim v srcu. Rad prihajam v Mokronog, zadnje leta sem zelo pogosto tukaj in kadar grem po Mokronogu, vidim to gaso za zidom, pot, vedno me nekaj iskrica pride, v mislih imam, joj, kaj se je zgodilo tam. Šamar gasi, v Loščah, na gradu, v stolpu za veliko noč, ko smo ragle poganjali. Lepo je bilo in vedno bolj občutim te korenine, ki jih imam v Mokronogu. Upam, da bom prihajal še dolgo. Danes smo tukaj zbrani, se vam zahvaljujem za polno dvorano, kaj bo šele pri 100. To priložnost bom pa še izrabil, da se zahvalim gospodu Lukasu Sušlaku. Hvala vam, da ste tudi vi danes med nami, kot direktor baleta. Z svojimi plesalci ste pokazali tisto, kar mi je najbolj pri srcu. Nihče me ni vprašal do danes, kako pa si ti to izpeljal, da imaš pri 90 let. Jaz upam, da je tudi med vami nekdo, ki se ga je prijel moj moto. Ga poznate? Kdor ne pleše, ne ve, kaj je življenje. Brez mrmranja, razmislite, uživajte vsak dan in plešite. Srečno in iskrena hvala za obisk, da sem med vami, da sem v objemu prijateljev. Hvala lepa.